Dobrodošli nazaj. Takole smo se vrnili iz Francoskega inštituta v Ljubljani, iz Francoskega kulturnega inštituta in prav zanimivo in informativno je bilo. Zdaj se pa selimo v modno trgovino Omara, ki ima tudi nekaj iz druge roke, se mi zdi, no nisem čisto prepričan, je pa danes dan iz druge roke oblek, ne, ali že kako second hand shop day, če se ne motim, mi je Pija rekla, da moram povedati, tako da včasih ni treba, da kupimo novo obleko, lahko je že rabljena in še vedno zelo imenitna, ne. Vintage, kot se reče. Jaz imam zelo rad, če kaj dobimo tetkov in stricov, saj se vidi, ne. A preden se posvetimo Piji na terenu, je pa še čas za vreme tule v centru, sonce prav sije, me pa zanima, kako bo čez vikend. Ja, v Ljubljani je delno oblačno, ponekod res kar sončno, 10 stopinj Celzija je, vlažnost je srednja in piha šibak severovzhodni veter. Danes bo večinoma sončno, sprva bo predvsem v osrednjih krajih še nekaj nizke oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih okolji -2, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem pa kar do 22 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati, v gorah bodo možne plohe. V ponedeljek bo oblačno, začelo bo deževati, ohladilo se bo. Tako da za vikend lepo in sončno, potem v ponedeljek pa nekaj več oblačnosti. Toliko za enkrat z moje strani. Luka, vračam besedo nazaj v studio. Lahko odstopite za sekundo. Gala, naši stari prijatelji so tukaj. Naši stari prijatelji so prišli. Kdo pa so ti naši stari prijatelji? Aja, Nande je prišel. Lepo pozdravljeni. Živijo, Nande. Ja, kje si, lepotec moj? Kako si? Živijo. Ja, je spet čas za tvoj mestni sprehod. Ne, tukaj si že dobro počutiš. Na banki so bila sva. Na banki, kaj ne? No, jaz se bom malo Nandetu posvetil, zdaj pa kar do Pije na teren, ki je v mali modni butični trgovini Omara. Vstanite z nami. Nande, lepote. Redu. Ja, jaz se opravičujem za malce slabšo telefonsko povezavo, a nadejam se, da se bomo prav kmalu lahko spet slišali. Vsekakor pa vas pozdravljam vse tukaj iz Omare, iz neposredne bližine, pravzaprav studia Figovec. Na Štefanovi ulici se nahajamo in mogoče ste to trgovino s konceptom že kdaj tudi obiskali. Z mano sta Tina in Ksenja, s katerima bomo danes razdrli kakšno o stilu, o stilistiki in pa predvsem o tem, zakaj smo danes tukaj v Omari. Tina, nam lahko predstaviš koncept torej trgovine Omara? Omara je prisotna že desetletje. Mislim, da nas Ljubljančani že kar poznajo dobro. V bistvu butičen koncept, nekako bolj individualno svetovanje, ne. Gremo v bistvu kupcem pač nasproti, a ne. Tako da veliko ljudi je včasih malo zmedenih, ker je toliko neke ponudbe na trgu in pač enostavno ne znajo vse te ponudbi izbrati pač nekaj, kar mogoče bi bilo za njih in jim potem mi tako pomagamo na ta način. Od kje pa na primer dobivate vsa ta oblačila? To potem sami posebej direktno od izdelovalcev jih naročate? Verjetno ni tako kot na primer, ko gremo v kakšno bolj korporacijsko trgovino, ki naroča po kilogramih in kilogramih istih oblačil. Ja, pač mi smo znani po tem, da pač imamo, se pravi, to butično prodajo, a ne, nimamo nekih zalog. Tako da v bistvu je zelo malo verjetno, da boste, ko boste nekaj kupila pri nam, videla to še na kakšni drugi punci, a ne.
Tako da orientiramo se nekako po modnih trendih. Imamo pa tudi veliko takih zelo zanimivih kosov, ki pa jih mogoče ne boste najdla nikjer drugje. Ne? Potem smo tudi znani in prepoznavni. Imamo pa v večini so to italijanski proizvajalci. Ja. Ste najdli tudi kakšen slovenski mogoče vmes? Tudi. Trenutno ne, ampak smo pa v preteklosti sodelovali z različnimi slovenskimi dizajnerji. Odlično, se pravi enkratni kosi, da nam res ne bo nihče ljubosumen na nas ali mi na njega. Ne. Tudi to je verjetno potrebno paziti. Sicer vidim, da zdajle smo verjetno pred pomladno kolekcijo. Kaj lahko mogoče to pomlad pričakujemo? Ja, trendi so nekako zelo žive barve, kombinacija teh močnih barv, zelena, močna zelena, fluorescenčne barve, v kombinaciji z oranžnimi oziroma rozastimi, močnimi odtenki, modrimi. Vse to se nekako skupaj kombinira. Ne? Močne barve, tako da zanimivo. Torej, omenila si, da če pridejo obiskovalci sem, da lahko dobijo tudi predloge, kaj bi njim pravzaprav dobro izgledalo na njih. Ja, seveda. Določene stranke si želijo samo modnih stvari, kar je v trendu. A ne? Je pa ogromno takih strank, ki pride sem, ki si želijo kosov, ki bojo v bistvu pasali na njihov značaj, ne glede na to, na kaj so navajeni, ne glede na to, kakšni so modni trendi in jim tukaj pomagamo in jim svetujemo. Odlično. No, jaz bi že bila ena od teh ljudi, ki bi potrebovala svetovanje. Pripravite se na presenečenje, kajti en predlog stila vam bomo kasneje tudi pokazali. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je nakit tudi zelo pomemben del, če mogoče tukaj vmes spustita. Nakit je tudi zelo pomemben del obleke. Ksenija, veliko delaš z nakitom Freja Lupo. Kaj to pravzaprav je? Freja Lupo je slovenska blagovna znamka edinstvenega nakita. Zdaj, zakaj je ta moj nakit tako edinstven, je pa zaradi tega v bistvu, kaj jaz počnem z njim, če lahko temu tako rečem. In sicer najprej, ko kupim material, ga najprej energetsko očistim. S tem v bistvu svoji stranki zagotovim, da nosi okoli vratu in okoli roke čisto energijo. To se pravi energijo, ki te uplifta, to je bistvo tega, ne pa da te v bistvu potegne navzdol. Ne? Potem druga stvar, ki je zelo pomembna, ki jo naredim, je to, da nakit programiram. Vsak kos nakita je v bistvu personaliziran. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu jaz informacijo obilja zakodiram v moj nakit, personaliziram pa tako, da v bistvu glede na stranko, kaj potrebuje. A je to, ne vem, obilje ljubezni, obilje veselja, obilje denarja. V bistvu, kaj stranka tisti trenutek potrebuje. Se pravi, moramo priti najprej na pogovor, da spoznate stranko. Ne, v bistvu ne rabim pogovora, v bistvu rabim samo vedeti, kdo ta stranka je in potem v bistvu to je že sama, bom rekla, se priklopim, če lahko tako rečem, mimo prostora in časa na, bom rekla, to stranko in vem točno, kaj potrebuje. Aha, super. Je mogoče, imaš na sebi katerega od delov tega nakita ali to dvoje ne sodi v to Freja Lupo kolekcijo? Seveda, vse, kar jaz nosim, je Freja Lupo, ker je to moja blagovna znamka, tako da oba kosa sta moja, seveda. Tukaj vidim tudi to drevo življenja. To se mi zdi, da je v zadnjem času zelo popularno postalo. Ja, mogoče je res, da je postalo, ampak jaz bom rekel tako ne gledam toliko na to, kaj je popularno in kaj ni, ampak v bistvu tisto, kaj začutim, kaj v bistvu stranke rabijo. Ta drevo življenja recimo je simbol kot nekaj novega, to je zelo star keltski simbol. Nas tudi, ne vem, povezuje, nas tudi z družino, ali pa kot že sam simbol drevesa je, drevo ima zelo močne korenine in pa potem sega raste v nebo kot krošnje. To se pravi tudi, kako naj bi ljudje
bili nekako postavljeni, močno prizemljeni na eni strani in na drugi strani pač segali po zvezdah, pač po tistem, kar si želiš. Ja, to pa definitivno potrebujemo. So simboli sicer pogost del Freja Lupo kolekcije? Lahko rečem, da jih uporabljam, no, bolj sem pa tja. Mogoče bi omenila še kakšnega, naprimer, kakšnega bi pripisala meni? Tebi bi definitivno pripisala Aleksandar de Gorej, to se pravi Aleksander Veliki, zato ker ti si že po horoskopu Levinja in si navajena zmagovati in si zmagovalka in bom rekla, tudi tak močen simbol zelo dobro preneseš. Aleksandar sicer ni prav dolgo živel, če jaz vem, ampak njegov simbol pa ostaja. Tako je, definitivno. No, dajmo pustiti zaenkrat pri tem, kaj več o stilu bomo razkrili po oglasih, ko boste videli, v kaj me boste oblekli po zadnjih modnih trendih. Tako da zaenkrat se bom tukaj iz omare poslovila, skočili bomo v oglase, ampak ostanite z nami, kajti po že nekaj minutah se bomo vrnili. Kdo bo pa valil? Kdo bo pa valil? Nina in Nande. Ja, zdaj, ko je bila Pija že na terenu, me je pa vmes obiskal gospod Janez iz kmetije Cetin, je ravno prinesel in mi je še tole majico podaril, pa še Nande me je na hitro obiskal. Če bi pa videli kakšen utrinek, pa obiščite naš Instagram, kjer bomo delili. Zdaj pa nazaj na teren do naše Pije, da vidimo, v kaj so jo oblekli. Tako ponovno lepo pozdravljeni iz omare. Kot vidite, imam že kar 2 stilistki zraven sebe in ja, takole izgledajo trendi za to pomlad, poletje 2021. Torej, zakaj ste me oblekli v takšne barve? Mimogrede upam, da vidite tudi čevlje, zlate čevlje, špičasti na petko. Torej, kaj pravzaprav lahko na meni zdajle vidimo? Nekako smo te želeli obleči v nekaj svežega. Tako kot sem prej povedala, letošnja pomlad je v znamenju živih barv, tako da smo nekako pokombinirali rumene hlače z pač oranžno barvo suknjiča, ki je spet majčkeno drugačna in je brez rokavov. Tako da v bistvu se v tem suknjiču potem počutite bolj, kako bi rekla, svobodno. Vas verjetno nič ne zateguje, tako da ste potem lahko tako kot barve. Živahna, to je to. Odkot pa ponavadi pridejo ti modni trendi? Se zgledujemo po tujini ali komu sledimo pravzaprav? Komu naprimer vi sledite tukaj v omari? Vse posod. Spremljamo pač socialna omrežja, televizijo, medije nasplošno, ulico. Vse to se nekako pomeša. Povpraševanje strank, tako da nekako se pač po tem orientiramo. Imate pa tudi svoj Instagram, lahko tudi tam vidimo kakšne nove dizajne. Ja, tam pač vsakodnevno objavljamo te naše stylinge, ki jih kreiramo vsak dan. Tako da se tudi tam tega da veliko videti, tako da tudi prodaja je online, ni nujno, da pridete osebno v trgovino. Tako da veliko oglašujemo na Instagramu, na Facebooku, tako da smo kar prisotni. To se sliši super, sploh za tiste, ki so mogoče na drugi strani Slovenije, pa se jim ne da ravno za oblačila privoziti. Nenazadnje tako lahko ste tudi malce bolj trajnostni, če naročite kaj prek spleta. Ksenija, kako bi komentirala torej obleko, dizajn, kreacijo, ki jo nosim? Jaz bi rekla, da ti odlično pristoji, da je čisto, bom rekla, pisano na tvojo osebnost, kot sem že prej rekla, ti si Levinja po horoskopu in poleg tega, glede na to, da imaš rjave oči, rjave lase, si jesenski tip po, bom rekla, po barvni lestvici, nekako pač zemeljske barve ti zelo pristojijo in pa pač izbrala sem tole verižico
pa pač tudi Aleksandra, tako kot sem ga prej omenila, ki gre odlično na tvojo osebnost. Se pravi, Viktori, ti si zmagovalka, ti si polna energije in go for it. Če bi imela modre oči, bi bile mogoče kakšne druge barve boljše zame? Vsekakor. Seveda potem bi pogledala tudi, če bolj podrobno ten kože, a ne katera barvna lestvica bi ti pač bolj pristajala. Ampak glede na to, da bi takrat imela kontrast, a ne, bi bilo to potem nekje, ali bi bila to poletni tip ali pa zimski tip, potem odvisno glede na ton kože. Kaj pa sama oblika obleke? Torej, zdaj vidimo lahko spet malce poudarjena ramena, tukaj v bistvu pravzaprav dobimo tak bolj kvadratasto varianto. Če bi na primer bila malce bolj obilna v okoli trebuha, bi si tudi lahko privoščila tak suknjič. Sigurno, pač že sama oblika suknjiča nekako vas potegne navzdol in vam naredi neko linijo, ker se ne oprijema telesa, tako da v bistvu s tem pokrijemo marsikatero recimo napako, ali pa nekaj, kar nas moti. Tako da ja, definitivno trendi se ponavljajo, tako da te stvari se skozi mečkan ponavljajo v bistvu s časoma. Ravno zdaj, se pravi, če je moja mama 30 let starejša od mene, bi bilo dobro, če bi obdržala svoje obleke iz njenih let, od takrat, ko je bila tako stara kot jaz. Definitivno. Stvari se vrnejo, tako da če so lepo ohranjene v omari, definitivno. Mami, upam, da gledaš, se bom spet kaj sprehodila mimo. Sicer pa koliko pa tudi sama oblika človeka pomeni za to, kakšne barve izberemo. Naprimer, če smo malce preobilni, ali tudi lahko izbiramo tako živahne barve? Da, vsekakor. Tako kot sem omenila, je pač to odvisno glede od barv, las, oči in pa tona kože. In tako se v bistvu pač določi ta barvna lestvica, katere barve pač najbolj pašajo določeni osebi. Ne glede, bom rekla, pač na to, na obliko telesa. Barve, obedve verjetno sta zelo za barve, hkrati sta pa obedve danes oblečeni malce v črnem. Zakaj sta se pa vedve, na primer, oblekli v črno, če je tako vibrantno, tako živahne barve so ponavadi za pomlad tiste udarne? Jaz osebno sem rada tudi zelo v živahnih barvah, ampak danes sem se nekako prilagodila glede na kamero, pač so to neke preverjene barve, tako da sem se odločila pač za to čisto zaradi tega. Se pravi, tudi če sami sebe fotografiramo, moramo imeti kakšne drugačne barve, mogoče ne gre vse za dobro na kamero? Važno je, odvisno je od svetlobe, od prostora, kje smo, pa od same kombinacije, tako da od tega. Ksenija, zakaj si se pa ti danes odločila za črno, iz istih razlogov? Tako je, iz istih razlogov, poleg tega pa se mi zdi najbolj pomembno to, kako v bistvu se počutiš, predvsem zjutraj, ko vstaneš na desno nogo ali na levo nogo in pač temu primerno se jaz potem pač izbiram oblečila. In sem rekla, pač danes je pač nek tak trenutek in bom šla malo bolj na zihar, zato v črno. Ja, moram priznati, da včasih se oblačim, vsaj glede na temperature, tako da pogledam skozi okno in vidim, kako so ljudje oblečeni. Parkrat se mi je zgodilo, da so ravno mimo okna šli Britanci, ki so vajeni na malce nižje temperature in sem se premalo oblekla, tako da sem ugotovila, da mogoče to meni ne gre najbolje. Eno stvar še mogoče glede čevljev, nismo še nič rekli, zdaj se mi čevlji skladajo tudi z nakitom. Je to pomembno? Je lahko nakit mogoče malce drugačen? Vsekakor nakit je lahko tudi malce drugačen, to je zdaj spet odvisno od razpoloženja. Se pravi, odvisno kako se zjutraj počutim, je mogoče bolje, da si izberem nakit. Tako je. Kako pa vem, katerega izbrati? To v bistvu najlažje veš tako, da zjutraj, ko pač odpreš omaro in imaš nekje nakit tako razstavljen na vidnem polju, te enostavno te pokliče, kateri zjutraj zate. In ti ga si daš gor in sigurno pač ne zgrešiš.
Samo dovolj zgodaj morate vstati. Slišite? So zlati čevlji sicer pogosto v uporabi, sploh naprimer zdaj, pomladi bojo? So, ker je pač to taka barva, ki jo lahko zelo kombiniramo. Tako da zlata ima res tak širok nabor, tako da je to kar pogosta izbira. Ja. Bi lahko rekli, da je večna? Večna, tako kot črna in bela. Te barve bojo verjetno šle iz mode potem naslednje leto? Mogoče ja, mogoče ne. Jih bomo kombinirali pa z drugimi barvami. Tako da rumeno bomo kombinirali mogoče z belo, jo bomo kombinirali s črno in tako naprej in obratno. Danes je sicer dan nošnje oblačil iz druge roke, iz second handa. Verjetno, če obleke dobro vzdržujemo, lahko kar nekaj časa zdržijo. Bi bilo škoda, če bi po eni sezoni verjetno obleko vrgli stran, ker je mogoče ta barva ni več tako moderna. Definitivno. Sigurno se v omari najdejo tudi kakšni dizajnerski kosi, dražji. Imamo zaradi tega do njih tudi nek drug odnos. Tako da ponavadi imajo te kosi tudi nek karakter, tako da se jih v bistvu da potem kombinirati tudi čez leta, ne glede na to, kakšni so te trendi. Torej, obleke so lahko tudi večne. Tako, dragi gledalci, v omaro se bomo spet vrnili spet prihodnji teden. Zdaj pa se moram iti pripraviti na ples z gasilci in upam, da se mogoče tudi kdo od vas nam tudi pridruži. In verjamem, da v tako visokih čevljih žal ne morem tako poskakovati, kot bojo oni v svojih gojzerjih. Tako da vas vabim, da se nam vi pridružite in seveda ostanete z nami, da se nam pridružite vsaj prek TV-ja. Najlepša hvala za danes, pa se vidimo spet prihodnji teden. Hvala vam. Tako, zdaj pa nazaj k tebi v studio, Luka, takoj po oglasih.